Čas i po. Zdrav! Bir, no, no, bir. Namjensko. Može.
so še ptice vnemele in je ugasnila pesem in je sonce zašlo. Za pozdravne besede spomina in opomina prosim predstavnico koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, gospo Vesno Dobre. Spoštovani gostje, cenjeni obiskovalci, tovariši in tovarišice. Toplo pozdravljam vse, ki ste danes tukaj, vse, ki čutite in delite z nami mnenje, da je potrebno ohranjati spoštljiv spomin na drugo svetovno vojno oziroma v današnjem primeru na žrtve taborišča Mauthausen.
Prav posebej bi rada pozdravila današnjega slavnostnega govornika, gospoda Borisa Pahorja, bivšega taboriščnika, antifašista in literata. Na začetku pa bi vas rada zaprosila, da se z minuto molka poklonimo prav vsem žrtvam vojn, ki so se bila in žrtvam vojn, ki se bijejo še danes. Slava jim. Veliko čast mi je, da vas lahko nagovorim na tako pomembni prireditvi, kot je današnja. Beležimo namreč 71. obletnico osvoboditve oziroma zmago nad fašizmom. Dogajanja v koncentracijskih taboriščih med drugo svetovno vojno so bila velika bitka, povsem primerljiva z največjimi vojaškimi spopadi. Taborišča Mauthausen, Dachau, Auschwitz, Ravensbrück in druga so tako za naciste kot za njihove žrtve pomenila jedro terorja in simbol zla. Seveda s to razliko, da so se nacisti temu zlu zavezali in mu zvesto sledili. Njihove žrtve pa so se mu upirale in ga skušale premagati z brezmejnim pogumom, požrtvovalnostjo in tovarištvom. Tudi izhod iz tega spopada je bil pomemben in veličasten. Zaporniki so kljub svoji fizični nemoči, kljub neznanskemu trpinčenju in poniževanju, moralno in duhovno premagali svoje krvnike. Enkratno sovpadanje neizmerne krutosti nacistične uničevalne mašinerije na eni strani ter prav tako neizmernega poguma in trpljenja tisoč in tisoč internirancev, izgnancev in ukradenih otrok na drugi strani je zaznamovalo čas druge svetovne vojne. Ta čas mora ostati v zgodovinskem spominu človeštva. Prav je, da so te izkušnje in spomini preživeli ves ta čas in da to trpko in vendar plemenito taboriščno dediščino kot plemenico svobode prenašamo dalje v zgodovinski štafeti za ohranjanje neke druge odporniške, resnično demokratske, svobodomiselne in plemenite Evrope. To ni majhna stvar. Res je, da je zgodovina učiteljica življenja, a se zdi, da se prav danes namerava ta Evropa zopet skrčiti vase, se zagraditi z različnimi fizičnimi, kulturnimi, političnimi, ekonomskimi zidovi, predvsem drugačnimi, zlasti pred bolj nesrečnimi in brez upanja, da bi tako zavarovala svoj navidezni otok blagostanja in miru. Poskušajmo vsak dan narediti nekaj za ohranitev miru in svobode. Danes, jutri, čez mesec, leto, ponudimo roko pomoči potrebnim in ne iščimo izgovorov. Zato se mi zdi izjemno pomembno, da se ohranja spomin na neizmerno trpljenje vseh preganjanih in da v to početje vključimo tudi mlajše generacije. Ne dovolimo, da se geslo nikoli več izgubi svojo težo in pomen. Hvala. 3. junija 1943 so prvih 330 jetnikov v živilskih vagonih, izmučene in sestradane, pripeljali iz koncentracijskega taborišča Mauthausen sem v osrčje Karavank. Delovno taborišče Ljubelj, eno od 49 podružnic koncentracijskega taborišča Mauthausen, je bilo edino koncentracijsko taborišče na Slovenskem, pa vendarle kruto, mračno in ubijalsko. Pod budnim očesom starjev z mitraljezi je v izredno težkih razmerah 23 mesecev garalo okoli 2000 internirancev 13 evropskih narodov, polovica njih Francozov. Od zdaj naprej so bili le številka. Z obvezno 3 cm široko postriženo. Zdaj so bili le rdeč trikotnik in prva črka države, od koder so prišli. Zdaj so postali zgolj par žuljavih rok
za gradnjo 1542 metrov dolgega predora. Prvi avtomobil je skozenj zapeljal 4. decembra 1944. Ta predor, takrat pekel za mnoge, tudi za Henrija iz Francije, številka 59704, vse do 7. maja 1945, ko so se vrata taborišča končno odprla. Danes predor le še povezuje levo in desno, južno in severno polovico. K pozdravnem nagovoru vabim župana občine Tržič, magistra Boruta Sajovica. Svoboda. Svoboda se ne nasledi, zmeraj jo je treba uresničevati. Je misel Lyndona Johnsona, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, tovarišice, tovariši, borke, borci, nekdanji taboriščniki, izgnanci, njihovi sorodniki, dragi gostje, dober dan in hvala za današnjo prisotnost. Danes smo združeni in zbrani s preprosto željo, da se trpljenje nikoli več ne ponovi. Druga sobota v juniju, datum osvoboditve nekdanjega taborišča Mauthausen, je dragocen. Tržiški praznik z jasnim, pomembnim sporočilom že desetletja. Zato smo še posebej počaščeni in veseli, da ste z nami tudi številni ugledni gostje. Še posebej prijazno pozdravljam slavnostnega govornika, gospoda Borisa Pahorja. Predsednika vlade Republike Slovenije, gospoda Mira Cerarja. Prvega predsednika Republike Slovenije, gospoda Milana Kučana. Predstavnike Ministrstva za kulturo, veleposlanike, predstavnike ambasad, predstavnike Slovenske borčevske in izgnanske organizacije, poslanke in poslance, svetnice, svetnike, gospoda Kštetnerja, drage goste iz Koroške, občine Borovelj, predstavnike Zavoda za spomeniško varstvo in vseh tržiških javnih zavodov, še posebej pa, ker ravno v teh dneh praznujemo 50-letnico pobratenja z našimi prijatelji z francoskega mesta Saint-Marie-aux-Mines. Pozdravljam njih in pa častnega pokrovitelja tega srečanja, gospoda predsednika Boruta Pahorja, ki nam je danes poslal v družbo sodelavko Natašo Kovač. Pozdravljeni. Danes je z nami več kot 100 prijateljev iz našega pobratenega mesta. Prvič so tukaj v osrčju Karavank tudi francoski parlamentarci v družbi z našim prijateljem, veleposlanikom Republike Francije v Sloveniji, gospodom Pierrom Françoisem Mouriejem. Bonjour. Tudi tu, v tem čudovitem naravnem okolju idiličnih karavanških vršacev, se je pri gradnji predora za bodečo žico v gladu in mrazu rojevala današnja svobodna in združena Evropa. Načela svobode, enakosti in bratstva so bila takrat poteptana in predstavniki kar 13 evropskih narodov so hrepeneli po toplem žarku svobode. Prišla je, ni pa dana zavedno, niti sama po sebi. Zanjo se moramo boriti in jo ohranjati prav vsak dan. Da je temu tako, da je svoboda stalna tarča in na preizkušnji priča letošnja 25-letnica osamosvojitve Slovenije, pa teroristični napadi v Parizu, Bruslu, nerazrešena begunska kriza, vse večja neenakost in razslojenost v družbah, brezobziren pohlep in diktatura multinacionalnega kapitala. Zato je prav in nujno, da iz tega in vseh ostalih svetih krajev trpljenja ljudi jasno in glasno sporočamo: nikdar in nikoli več, naj se ne ponovi. Edina garancija, zato smo mi sami. Prenesimo te vrednote na naše sinove, hčere
in vnuke na mlajše generacije. Za nas že dolgo ni več dilema, kdo je bil v drugi vojni na pravi strani in kdo ne. Zgodovinska dejstva, kdo je bil agresor, kdo so delavci okupatorja, kdo pa osvoboditelj, so jasna. Če kje, še posebej tu, na tem mestu nekdanjega koncentracijskega taborišča Podljubelj, prisotni in prisotni, tu se je točno vedelo, kdo je bil lačen, bolan, izstradan in bos na eni strani, kdo pa več vreden na drugi strani bodeče žiče. Ponosen sem, da smo to obdobje končali na strani zmagovalcev. Taboriščniki številnih evropskih narodov pa so postali svobodni, nam, Slovencem, pa je uspelo ohraniti našo domovino in slovenski jezik. Zelo sem zadovoljen, da taborišče kot živa priča in simbol tistega časa po prenosu na občino in z dobrim sodelovanjem tako stroko kot državo doživlja boljše, bolj urejene čase. Namenjamo mu več sredstev, več pozornosti, več časa. Trudimo se tudi za kakšno evropsko sofinanciran projekt, da dodamo novo vsebino v tej novi finančni perspektivi, da ohranimo spomin vsi skupaj tu, pa zagotovo želimo in zmoremo še več. Zato iskrena in velika hvala ter pohvala vsem, ki nam pri tem pomagate. Tržiškemu muzeju, Zavodu za varstvo kulturne dediščine, upravljavcem, pa tudi Ministrstvu za kulturo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, organizaciji Zveze borcev na lokalnem in državnem nivoju, kulturnikom, šolam, še posebej pa našim prijateljem iz francoske in ruske ambasade, ki nam pri tem pomagajo tudi med letom. Eno veliko hvaležnost pa moram izreči mojim Tržičankam, Tržičanom in Podljubelčanom, takrat, ko so tu proti Podljubelju gnali ljudi kot živino, so znali ločati zrna od plevel in se postavili na stran žrtev. Tako naj bo tudi naprej. Srečno! Predor v mestecu San Marijo Min so slovesno odprli avgusta 37. leta. Učenci tamkajšnje šole so dobili 5 metrov visok hrib iz čokolade, skozi katerega je potekal 1,5 meter dolg predor. Zanj so porabili 1800 kilogramov čokolade. Predor so prenehali uporabljati leta 1940, kajti vlaki med Alzacijo in Vogeziji niso več vozili. Med njegove vlažne stene so se zatekali mladi, ki so odklanjali nacizem. Mnogim je rešil življenje. Nacistične oblasti so ga zaprle z ogromnimi vrati. Odprli so jih v začetku leta 1944 in v predor namestili obrat vojne industrije. Postal je delovišče ene od 18 podružnic uničevalnega taborišča Natzweiler-Struthof, edinega uničevalnega taborišča na francoskih tleh. Kot ob usmeh je taboriščno pošto krasil žig, priljubljeno poletno letovišče in središče zimskih športov. Spreminjanje železniškega predora v podzemno tovarno se je začelo februarja 1944. Organizacija dela je bila sila preprosta. Interniranci razdeljeni na 2 delovni izmeni po 12 ur. Prebivalcem San Marijo Min ali po nemško prebivalcem mesta Markirch je dan za dnem odmeval v ušesih glas cokel. 2-krat na dan so namreč morali taboriščniki prehoditi vse mesto, ko so odhajali na delo v predor in ko so se vračali domov v taborišče. Med njimi tudi mladoletni Dušan, številka 63899. Mesto je živelo v ritmu taboriščnih izmen, vse do oktobra 1944. Osvobodila ga je ameriška armada 25. novembra. Pa predor?
Leta 1977 je skozenj stekel cestni promet, ki povezuje levo in desno, vzhodno in zahodno polovico. Po zdravnem nagovoru vabim župana mesta Saint-Marie-aux-Mines, Clauda Abela. Monsieur Claude Abel, s'il vous plaît. Nous sommes réunis ici pour nous souvenir des pages de l'histoire tragique écrites pour l'éternité au front de ce monument. La douleur, les sévices, les larmes et les morts qu'il représente. Nous recueillir devant cette stèle, devant ces plaques commémoratives, est un devoir de mémoire pour que ne retentisse plus jamais dans les rues de nos deux cités et dans nos pays le bruit des bottes, de la schlag, des armes et leur triste corollaire, celui des sabots et des chaînes. Une histoire commune faite de souffrance, mais aussi de solidarité. Ici, dans ce magnifique décor du massif des Caravagnes, les nazis ont construit une annexe du camp de Mauthausen. Des déportés, dont bon nombre de Français, mais aussi de multiples nationalités, ont travaillé loin de leur patrie, dans des conditions inhumaines au percement du tunnel surnommé alors le tunnel de la mort. Dans le même temps, à Sainte-Marie-aux-Mines, le commando Markkirch, issu du camp de concentration de Natzwiller-Struthof, était composé de déportés slovènes, belges, russes, slaves, italiens. Ces sous-hommes, selon les doctrines nazies, ont travaillé dans des conditions tout aussi inhumaines dans notre tunnel transformé en 1943 par l'occupant en usine d'armement. Dans ces heures sombres a brillé cependant une lueur d'espoir, d'humanité, d'espérance en l'homme par l'aide fournie au-delà des interdits par l'occupant, par la population locale de nos deux villes. Un soutien pour une espérance de vie, comme en témoignent notamment les écrits ou les déclarations de Roger Puy-Bouffat, de Franck Dermastia, le livre autobiographique « Le tunnel d'entrée la case », par celui co-signé par Christian Tessier et Daphné Dedette, le Leubel, passe à la brigade Liberté, dédié à Joseph Emery, Maurice Rioux, Janko Tissler, aux déportés du Leubel, passe aux hommes de la brigade Liberté. Le calvaire de ces déportés, les lueurs d'espoir entrevues par le soutien de ces hommes, de ces femmes et de ces hommes au cœur d'or, sous la colonne vertébrale d'un jumelage entre nos deux cités scellé il y a 50 ans. À la libération du camp par les partisans, 122 déportés français ont fait le choix de rejoindre leur libérateur pour terminer la guerre à leur côté. Ils ont formé la brigade Liberté. Liberté, un nom souvent écrit dans le sang. Liberté qui rime avec égalité et fraternité, mais dont l'axiome est indépendance et souveraineté des peuples, deux valeurs que nos amis slovènes ont acquises en 1991. Nous sommes fiers de partager aujourd'hui ce double anniversaire, 25 ans d'indépendance de la Slovénie et le 50e anniversaire du jumelage avec nos frères et sœurs de Tržič.
pour nos plaines. Amis, entend tous les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi contrôlera les prix du son et l'alarme. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille et grenades. Oh, il est tout à la paille et couteau, tout est vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos crèves. La haine à notre trousse, à les feux qui nous poussent, misère. Il y a des pays où les hommes créent des lits, font des rêves. Ici nous va tout, nous on marche, nous on tout, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain tout son noir séchera au grand soleil sous les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute. Odpornik in Jud. Aretirali so me 11. novembra 1943 v Grenoblu. Proslavljali smo zmago zaveznikov nad Nemčijo v prvi svetovni vojni. Da sem Lucien Chabrery, je pisalo v mojih lažnih dokumentih, ki so me rešili, da me niso takoj premestili v iztrebljevalno taborišče na Poljskem. Aprila 1944 so me premestili iz Mauthausna na Ljubelj. Potovanje do Tržiča je trajalo 3 do 4 dni, v ledeno mrzlih živilskih vagonih. Nič jim niso dali, ne jesti, ne piti. Vodjo transporta so vprašali, koliko internirancev je umrlo po poti. 8, mu je odgovoril. Samo, zelo škoda, je odgovoril SS-ovski komandant. Na kolodvoru so jih naložili na 5 ali 6 tovornjakov in jih peljali proti Ljubelju. Ko so se peljali skozi mestne ulice, jim je prebivalstvo metalo kruh, jabolka in drugo. Večina je bila tako onemogla, da ni mogla ujeti nič.
Nisem bil kakšen heroj. Listke z domoljubno vsebino smo tiskali in jih delili med Ljubljančane. Pa po zidovih smo pisali parole. Ne vem, ali me je kdo izdal, ampak neke noči so prišli in me zaprli. 16 let in 5 mesecev je imel, ko so ga januarja 1944 leta aretirali in zaprli. Tako kot še 25 učencev njegove 4. gimnazije. 3 od njih so poslali v zloglasno koncentracijsko taborišče Dachau. Iz Dachauja pa so ga poslali v Alzacijo. Zbegan sem bil. Iz družinskega življenja padeš v življenje, kjer ni normalne komunikacije. Samo pitje, dretje in gorjača. 2-krat na dan so šli skozi mesto, obuti v lesene cokle, razvrščeni v petorostopih. Prebivalci so naredili špalir, dolg približno 2 kilometra vzdolž ulice, ki je tekla od taborišča do predora. Ob poti so nastavljali kruh, sadje in sladkor v kockah. Sprednje in zadnje straže so vse uničile. Pa majhni zavitki v pesku, kuhana hrana, cigarete ob luknji ob predoru, konzerva in obložen kruhek na majhnem splavu po potoku. Še slišite to neizrečeno vprašanje. Zakaj? Zakaj? Entendez-vous encore cette question enfouie? Pourquoi? Pourquoi? Še slišite to bitje srca za svobodo. Entendez-vous encore ce battement de cœur pour la liberté? Še slišite to bitje srca za domovino. Entendez-vous encore ce battement de cœur pour la patrie? Še slišite to bitje srca za pravico in lastno resnico. Entendez-vous encore ce battement de cœur pour la justice et la vérité? Tu, ki rože ne dehti več. Ici où les fleurs ne sentent plus. Tu, od koder so zbežale še ptice. Ici, d'où les oiseaux se sont tus. Tu, kjer je sonce za večno zašlo. Ici où le soleil s'est couché pour toujours. Tu, kjer je zločin dobil status obrti. Ici où le crime est devenu entreprise de mort. Tu, kjer se je smrt utrudila do smrti. Ici où la mort s'est installée à jamais. Tu, kjer so besede vendarle dobile svoj pravi pomen. Ici où les mots ont enfin trouvé le vrai sens. Tovarištvo, solidarnost, sočutje. La camaraderie, la solidarité, la compassion. Tu, kjer preživljaš pekel, pa vendarle ostaneš človek. Ici, YouTube il en fait, mais YouTube reste toujours on. Mislil sem, da gre za povsem običajen zdravniški pregled. Šele kasneje sem doumel, da je šlo za pregled zobovja, med katerim so ječari pregledali taboriščnike
če imajo zlate zobe. In če ne prej, so jih izpulili po smrti. Vsak je moral sesti na stol, odpreti usta, ona dva pa sta izbirala, katere zobe bosta izruvala. V 10 minutah sta izpulila 21 zob in pustila le eno škrbino. Zvečer pa je že moral na delo v predor. Klic svoje številke 107330 je preslišal, ker je ravno takrat razmišljal o maminih koroških domačih žgancih z mlekom. Nastala je tišina, ker se nihče ni javil, in zmeda. V tistem trenutku je v zadnjem hipu dvignil roko in rekel hija, ampak je bil že prepozen. Posadili so ga na mizo, ga slekli in ga začeli pretepati z gorjačo. Prvi udarec ga je zapekel od glave do peta, drugi je zažgal še huje, ker je padel na isto mesto kot prvi. Tretji, četrti, peti, šesti pa se ni čutil ničesar več. Na vsakodnevnih apelih so nas klicali le po številkah, v nemščini seveda. Zato je bilo zelo pomembno, da se jo je vsak naučil v nemškem jeziku, kajti če se na njo nisi odzval v trenutku, potem si jo dobil s pestjo v obraz ali trebuh. Številka 59704. Od doma je dobil paket in v njem je bila tudi gnjat. Prenajedel se je in se napil vode in usodno zanj. Počil mu je želodec. V času delovanja taborišča so jedilnik spremenili le dvakrat. 4. decembra 1943 ob slavnostnem prebitju rova, takrat so skuhali golaž, in drugič jeseni 1944 ob prebitju zgornjega rova. No, pa za božič so nam dali istega leta malo več krompirja. V predorih nas je pestil hud mraz. Nekateri so si pomagali tako, da so iz praznih cementnih vreč izrezali obleko in si jo postavili pod svojo jopo. Če so koga zalotili, so ga kaznovali s tepežem. Noge smo si povijali v cunje in papir. In da bi se izognili hudemu mrazu, smo se pod srajcami oblagali s papirjem od cementnih vreč. To je bilo seveda prepovedano, kajti Nemci so zbirali vreče. In če so koga dobili, je bil tepen. Krampi, lopate, kapoti tulijo svoj los, tempo in pretepajo. Ni mogel več, naslonil se je na kramp, kapo je to opazil, mu izpulil kramp iz rok, ga zavihtel in mu ga zasadil naravnost v prsi. In nesrečnik je bil v hipu mrtev. Ko so se vračali nazaj v taborišče, so svojega tovariša odnesli v krematorij. Menda je videl, kako mu je zdravnik, no, če se temu lahko sploh tako reče, z navadno žago, z Jožefovo žago, brez injekcije, v spodnjem delu stegna odrezal nogo, preden so ga iz Ljubelja premestili v bolnišnico. Z ročajem lopate ga je pretepal, dokler ni padel na tla. Potem je z obema rokama prijel njegovo glavo in udarjal ob tračnico, dokler ni izdihnil. Rekel je, da ga je zalotil pri sabotaži. Ja, uboje je organiziral tako, da je kapotom ukazoval, da kaznjenci namerno prestopijo stražarsko črto, da bi jih stražarji potem lahko na begu postrelili. Kdo je človeku vklenil telo, ki a še ni lahko delom? Kdo je človeku uniformiral dušo? Qui a recouvert ton âme d'un uniforme?
Kdo ti je v dušo všil trikotnik? Qui t'a cousu un triangle dans l'âme? Kdo se je razglasil za gospodarja? Qui se proclame maître? Kdo je tebe ponižal v hlapca? Qui t'a rabassé comme valet? Kdo te je spremenil v številko seznama? Qui t'a transformé en un numéro de liste? Človek, človek, človek. Vedno človek. L'homme, l'homme, l'homme. Toujours l'homme. Ne bi govoril o upanju. Vedno sem bil prepričan, da bom enkrat prišel domov. Dne 14. julija je bila cesta, po kateri so taboriščniki šli v tovarno, posuta z majcenimi trobojnicami. Na nekaterih oknih so se sušila kot po naključju modra, bela in rdeča oblačila. Že julija 1944 so me iz taborišča Natzwiller premestili v Mauthausen. Takrat sem si prvič opral obleko. Srajco sem celo uničil, preveč sode sem uporabil. Premestili so ga v Guzen 1 in aprila v Guzen 2, strah in trepet vseh. Iz njega je vodila le ena pot, skozi dimnik krematorija. Po podzemnih tunelih so izdelovali krila za letala. V zadnjih dneh aprila so vse vhode v rove zazidali. Vedeli smo, kaj to pomeni. Natrpali bi nas vanje in nas zaplinili. Na srečo se to ni zgodilo. 5. maja so prišli Američani in nas osvobodili. Sledil je kaos. Jesti, 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 žreti. Pri tako slabotnih telesih je bilo to nespametno. Mnogi so umrli. 10 dni so potrebovali iz Guzna v Ljubljano. Zadnjo noč je preživel v Marjanišču in 14. junija potrkal na domača vrata. Junija sem že sedel v 6. razredu gimnazije.
Tukaj ne poznamo močnih in slabih, temveč le delavce in mrliče. Tisti, ki noče delati, naj to mirno pove, ubit bo. To so besede poveljnika taborišča Ljubelj Jakoba Winklerja. Že ko je slutil, da bo predor služil le še umiku. Vsak trenutek ujetništva je bil muka. Udarce, žejo, lakoto je spremljala še stalna bojazen, da bi odkrili mojo pravo identiteto. To bi bilo usodno, kajti o svoji družini, o svoji usodi družine nisem vedel nič. 5. maja jih je nekaj še odšlo na delo, vendar le dopoldne. Skozi predor so se namreč valile nemške in kvizlinške vojaške enote in tudi civilno prebivalstvo. Popoldne tega dne so jih postrojili pred barako številka 2. Niti prešteli jih niso več. Obrniti so se morali proti severu in Winkler jih prvič ni imenoval zaporniki, ampak svobodni ljudje. Himmlerjev ukaz, noben interniranec ne sme zapustiti taborišča, ni bil izvršen. Bili so napol svobodni. Pa... Skupaj s 122 prostovoljci interniranci sem se pridružil partizanom, da bi nadaljeval boj proti okupatorju. Potem pa skupaj z drugimi pripadniki brigade končno domov, v Francijo, v Pariz. Sabo domov so nosili željo enega izmed njih. Ubili so me, veš. Ti se boš nemara vrnil domov, če vojna ne bo trajala predolgo. Obljubi, da boš povedal svetu, kaj so počeli z nami. Sej boš, kaj ne? Ti si odvetnik, ti znaš govoriti, gotovo znaš tudi pisati. Torej napiši, kaj se je tukaj dogajalo. Kako smo morali crkovati, sej boš napisal, kaj ne? Večina je ob mojem pripovedovanju mislila, da sem nor. Namreč mojemu ljudstvu, osvobojenemu že pred meseci, je bilo vse skupaj nedojemljivo.
To niso zgodbe nekoga od tam nekje. To niso zgodbe scenarista. To so zgodbe življenja. To so zgodbe živih pričevalcev z imenom in priimkom. To so zgodbe s pečatom. Narod lahko uničuješ na različne načine. Vzameš mu jezik, vzameš kulturo. Lahko ga razdeliš, razseliš, zgaraš in stradaš do konca. Lahko ga spremeniš v pepel. Za človekovo dostojanstvo gre. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmagala. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, že preveč poznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, koga ta enkrat izda. Do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepustil, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepustil, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Po vsem svetu ste klesali v kamen, granit, vlivali v bron misli nikoli več. Mrtvim spomin, živim v opomin. Obtožujem. In še mnogo takih zaobljub. Napisali ste mnogo del s podobnimi naslovi. Izrečeno je bilo mnogo tehtnih besed na spominskih slovesnostih in komemoracijah. Pa smo se iz zgodovine sploh kaj naučili? To sprašujem danes našega slavnostnega govornika Borisa Pahorja, akademika, pisatelja, med drugim dobitnika najvišjega francoskega državnega priznanja reda Legije časti, dobitnika najvišjega priznanja, ki ga lahko dobi tujec v Avstriji, častnega križa za znanost in umetnost za obveščanje o nevarnostih fašizma. Za nas pa predvsem neumornega zvestega pričevalca. Ja, pozdravljeni vsi predstavniki oblasti, tako slovenske, kako francoske, dragi prijatelji.
predvsem hvala, da ste me povabili, zato ker sem tudi jaz bil, čeprav malo časa, v St. Mariji Min. Takrat se je imenoval Markir in sem prišel ravno takrat, ko so neko tovarno spraznili in so naredili tam taborišče. In jaz ne bom govoril o tem, kaj smo mi. Sem veliko 12 ur na dan delali v predoru. To je bilo kakor povsod lakota, kakor povsod potem bolezen in kakor povsod je bila smrt. Tam se je zgodilo, da se jaz sedel na enem zaboju, kjer je bil že naš tržačar, en Krašovec je umrl. Menda je bilo ta 3. teden, ko sem bil tam, nekako, ne, to se pravi. Tako so imeli silo, da so šteli po noči, po 2-krat je moral človek, ko je prišel z dela, ne, in je dobil tisti kos kruha in tisti košček, ponavadi margarine, ne, in ko mi čakal, da se bo vlegel, in 1 uro, 2 uri potem je bilo aufstehen, ne, in so morali šteti, zato ker so pozabili šteti pravilno. In smo se spet spravili spat in potem je čez 3 ali 2-3 ure kasneje spet bil aufstehen. In to je bilo nekaj nemogočega. In te je bilo psihološko, živčno. In tisti Krašovec Bog je bil vajen dobro jesti in dobro spati. Tako da je šel, bi rekel, na unij svet, Marora med prvi. Sicer ljudstvo je bilo tam zelo prijazno in ko smo se vračali iz predora, je bila hiša nekako, kjer je bil tudi potem spodaj naše taborišče zblizu. So marsikatera žena je, ena se spomni, bilo druge na stropju, si brisala solze. To se je meni, potem sem ostal v taborišču jaz precej dolgo časa in nisem tega doživel več, ne, to se pravi. Nasprotno, ko so videli kakšnega mrtvega skozi kakšno meso, Niedersachs cverve, recimo, so hodile po pločniku dekleta in se sploh niso ozrle na naše veliko. In smo bili precej dolgi, to se pravi, okoli 600 delavcev je hodilo delati v Doro. Mi smo bili v dependanci Dora. Dora Mittelbau se imenuje zdaj. Taborišče, kjer so delali tehniki, inženjeri, naši jetniki, se razume, ne, so pripravili V2, ne, to je VD, ki tisti pod direkcijo, pod vodstvom von Brauna, to se pravi nacističnega inženirja, se je gradilo to veliko smrtno letalsko, ne, veliko, ne vem, kako ga drugače imenovati, to je bila leteča smrt. In naši so se maščevali temu, da morajo to graditi, tako da so delali sabotaže. In ko sem jaz prišel z Dachova tja, prejšnji dan so jih pobesili 10. Ne. In ko preden smo šli potem na transport smrti, Bergen-Belsen, ne, so jih pobesili 20. Ne. In v eni knjigi, kjer piše o spomine na taborišče, je slika, kako so to naredili, bi rekel, in tako železen križ nekje je bil, ne, in je bilo za pobesiti 30 naenkrat in so jih pobesili 30 naenkrat. O vsem tem Evropa ne ve nič. Vidite, jaz sem začel s tem pripovedjo ravno zaradi Evrope. To, ko se dogaja danes pri vas, lahko rečemo, da je evropskega pomena. Žal, da je to v negativnem smislu. V negativnem smislu, zato ker to vaše taborišče Strutov, Natzweiler je bil dependanco Strutov pa Natzweiler, je to taborišče bilo St. Marija Min. To se zamisel vzame, taborišče Strutov Natzweiler je eno izmed taborišč, ki
moram povedati to, čeprav se tiče mene, ministrstvo je mene nagradilo, zato ker je moja knjiga Nekropola, ki v Franciji se imenuje, se imenuje Šemen, ni Šemen, ampak jaz nekako sem obiščen taborišče kot Božji potnik. V tem smislu je to taborišče vse Evropa spoznala in to piše ministrstvo francosko po zaslugi moje knjige. In to se pravi tudi o taborišču, to se pravi, ta majhno taborišče, imenuje tako Saint-Marie-aux-Mines, je prišlo v Francijo po zaslugi moje knjige. Ampak to, kar je zdaj pomembno, je, da Struthof-Natzweiler, nemško taborišče v Franciji, in ki je nastalo, kako sem rekel prej, po taborišču Struthof-Natzweiler, ki je nastalo zato, ker je Dachau ustvaril taborišče Struthof-Natzweiler. To se pravi, Dachau je bil začetek nemških taborišč. Kakor bil Buchenwald na drugi strani začetek nemških taborišč. Kakor Mauthausen, kako sem rekel prej, Dora, Bergen-Belsen, vse to so nemška taborišča in potem jih je še 10 drugih, ki jaz na pamet ne vem, ampak sem napisal eno knjigo, najprej v italijanščini, ki so me oni spodbudili, založba italijanska me je spodbudila, da ne napišem, ki se imenuje italijanščini Triangoli Rossi, je išla v slovenščini Rdeči trikotniki. In to sem napisal zato, ker vsa ta taborišča, ki so taborišča Rdečih trikotnikov, ki v bistvu ta Rdeči trikotniki so delovali v taboriščih, ki so se imenovala delovna taborišča. Delovna taborišča pa so v Franciji vsa taborišča smrti. V vseh nemških taboriščih, delovnih taboriščih se je umiralo najprej od lakote, potem je sledila je sledila bolezen, ki jo je povzročila lakota, in potem je bila smrt ponavadi za kakšno drisko. To se pravi, da jaz sem bil nekaj časa v Dachu tudi bolničar, tako rekoč bolničar. Pfleger je pomenilo nekakšen pomočnik, spremljevalec. Ma mi smo bili tam kakor bi rekel, nismo imeli nobenega sredstva, da bi lahko bolničarili. Edino oglje proti driski, ki ni pomagalo nič, zato ker bi morali dobiti kakšno toplo pijačo, da bi tisto potem nekako v želodcu nekaj začelo delati. Ampak če ni bilo hrane, zraven je bilo vse, razen neke krede, neko belo prah so nam dali, da smo lahko dali v usta žlico tistega prahu. To je bilo vse, kar je lahko bolnica to naredil. Torej, v tem smislu, tukaj je to, kar hočem povedati, in potem bom tudi jaz počasi končal, ampak to, kar hočem povedati, je tako pomembno, da je tisto, zaradi česa sem vesel, da sem tukaj. O vseh teh taboriščih, o vseh te usodi teh rdečih trikotnikov, Evropa praktično ne ve nič. Zato, ker ko je dan spomina enkrat na leto in ki se Evropa dan spomina, se spominja, v bistvu se govori o usodi judovskega naroda. Vse je to nekako, bi rekel, okoli Auschwitza združeno. Jaz nimam nobenega namena jemati kakšno vrednost Auschwitzu in kar predstavlja. Nasprotno, kapo dol pred to usodo, kapo dol pred to, kar so ljudje doživeli
in da je prav, da se Evropa spominja. Ampak zato, ker se spominjate tragike, ne bi se smelo spominjati na one druge tragike, ki je ravno tako tragična in ravno tako je vodila v smrt. Razlika je bila edina ta, evo, in tukaj bom poudaril, da tam je plin uničil takoj človeka, ko je prišel, nekako kako češ, da gre v kopalnico, ki ni bila kopalnica, ki je bilo, bi rekel, barak, ali kar je že bilo, ne, smrti s plinom. In potem je bil zakop, oziroma žganje, ne, to se pravi peč, in potem so pokopali ali pa so žgali eno kopo, naredili veliko, nekako so naredili tudi v Dori, kopo veliko in tam je gorela ista kopa. Medtem ko naša taborišča je bila kopalnica in je bila prha, je bila razirati človeku vse, kar je bilo las in dlaka in ga razkuže vod, kako se razkuže eno kravo ali pa eno katerikoli žival s čopičem, ki se rabi tisti čopiče za barvati, kakšno drugo stvar v taborišču. Je tako bil dober, da se razkuževali. In potem, ko si šel iz tiste kopeli ven, si bil nah in bos in si moral čakati, vdahov si moral čakati, ko smo prišli s Trsta, smo morali čakati, da pred naslednjo barako, ki je bila recimo 100 metrov daleč, pa v coklih, ne, in na snegu, čakati, da se ti povedi, kako se imenuješ, in to, kar jih ne zanimalo, rdeči trikotnik si dobil, da si se našel na prsno stran, in številko, da nehaš biti, kar si imel, ampak postaneš številka, in potem, kar jih je zanimalo, kakšen je tvoj poklic. Evo. In ker moj poklic je bil, da sem bil študent, univerzitetni študent, sem dobil, ne, pač za kopati in za delati tako, kakor dela kmet in tako. In tako sem tudi v St. Marijo Min dobil, kakor en kmet in tisto, in smo morali tračnice dvigati, ne. Potem gotovo so prišli drugi stroji, mi smo bili začetniki, nismo morali kopati okoli vsake tračnice, potem, da bi dvigali. To je bilo nekaj nemogočega v tistem prepihu, ne. In če si dobil opoldne tisto brozdo, ko si dali za kosilo, si moral nekako cel dan biti noti v tistem. Evo, to se pravi, jaz govorim o krivici, ki se dogaja. Evropa se sploh ne spominja tega, niti da bi tisti, ki govorijo, če rečejo kakšenkrat, tudi taborišča, delovna, ki so bila uničevalna taborišča, da bi tam rekli, da bi tam notri v tistih delovnih taboriščih so bili rdeči trikotniki, so bili vsi tisti, ki so bili proti nacizmu, ne, in so tukaj zakazen, morajo biti lačni, morajo biti bolni, morajo iti vodoravno lego, da je tudi vodoravni legi šel potem dol do krematorija. Razumete? In to je bila usoda. Najhujše je bilo pri tej usodi to, da kar da si bil lačen in si bil lačen od jutra do 6. ure do večera, do 5. ko si dobil si kos kruha, ampak si šel spat vseeno lačen, ne, da si drugi dan, ko nisi mogel stati po konci, ne, nisem rekel, prav, mi začetniki, mi smo lahko stali po konci, ma vsi tisti, ki so bili tam, recimo 15-20 dni, ne, so potem počasi morali hirati, ne, in je moral imel spremstvo na levi in na desni, da je šel na apel, in ker na apelu je moral vsi biti na položaju pozor, tista dva, ki so ga spremljali, sta stala pozor in on je padel na tla. In ko je padel na tla, jasno, drugi dan, ne, je bil v vodoravni legi. In takrat je še vedel, da je v vodoravni legi, ampak čez mogoče 10 dni tudi v glavi je nehalo mu delati, ne, tisto, kar je pač odvisno od delovanja možganov in tako naprej. Vidite, jaz pa pravim, da nas je to zgodovinski dan, zato ker vi spadate v tisti del Evrope in tukaj je treba Nemcem priznati, ne, ki vsa ta taborišča, Buchenwald, Dora, Mauthausen, Bergen-Belsen in to, so povsod naredili spominske, bi rekel, napise, ali sploh sprejemajo tiste, ki pridejo na obisk, ne. Jaz sem bil letos
tretjič že udorim, povabljen, me povabijo 5 dni, ampak jaz grem samo tako, da sem prišljajoč in da pogovorim tudi nekaj o svojih občutkih in govorim, da poudarjam rdeči trikotniki. In to poudarjam tudi danes. Vi ste med tistimi, ki se Evropi spominjajo rdečih trikotnikov. Ste majhen kraj, St. Marijo Mini je bilo majhno taborišče, ampak ste v imenu vseh tistih, ki so bili v velikih taboriščih. In če vi vzamete v poštev, ki Dachau je imel 90 podtaborišč, da Buchenwald je imel 80 podtaborišč, da sploh na Svalbard-Strutov in to je imel poleg tega taborišča St. Marijo Min ne vem koliko drugih taborišč. Dora, kjer sem bil letos, sem zvedel, ki je bilo taborišče, ki je bilo odvisno od Buchenwalda, je imel 39 podtaborišč. Dajte mi množiti vse v to, so naredili račune, ki niti niso, nekateri niso verjetni, ker reče, ne, si pozabil una majhna taborišča. Potem reče, si pozabil una majhna taborišča. Se rekel, veste kaj, jaz bom naštel, koliko so imeli ti velika taborišča dependance. Nemci so rekli temu, če se bom prav spomnil, da sem pozabil, vidite, ne Bog pomagi. Moja leta me odpušča pri tem, ne. Ampak na vsak način jaz moram vam dati to priznanje, da ta lepo srečanje z ljudmi, ki so imeli v svojem kraju taborišče in tudi da bom njim povedal isto in isto bom tudi ponovil, bi rekel, da treba jim čestitati tako njim, ki so bili prisrčni do deportirancev in to zaradi tega, ker je Alzacija, ker Alzacija ima podobno usodo, kako je bila naša usoda Primorske, je res, ne? To se pravi 2 jezika, eden popolnoma pozabljen, drugi pa nekako se hvali. Na vsak način v tem smislu moram še enkrat vam čestitam vašemu vodstvu, čestitam vam, ker ste tako številni prišli na to veliko srečanje in če je kakšen časnikar prišljajoč, prosim, da tisti časnikar, isto mu rekel v francoščini, da tisti časnikar pove, da so častno besedo zasluži ljudje, ki so se našli, eni iz francoskega dela Francije, drugi iz, bi rekel, recimo iz hribovskega dela, ker jaz sem bil 16 na Telegrafu in se še danes ponosen na to. To se pravi, iz tega dela Slovenije, ki se tudi ona nažalost ne spominja svojih deportirancev, pozablja na tiste, ki so bili v italijanskih taboriščih. V moji knjigi, ki so rdeči trikotniki, sem delal zraven tudi 7 fašističnih taborišč. Sem rekel, ti niso imeli rdečih trikotnikov, ampak so bili zaprti zaradi tega, ker so se bali, da bodo šli za partizane, so cele šole dali v Gonars in cele vasi so dali dol na Rab in tako naprej. In to se Italija danes sploh ne spominja. Italija je naredila zakon, ki se imenuje 10. februar, il giorno del ricordo, ki naj bi bil zakon spominjanja, ki govori o fojbah, o kraških jamah, kamor nažalost so naši revolucionarji tudi postali ljudi, ki so bili nedolžni, ki so bili socialisti zmeri, ampak ker niso marali, da bo Trst postal jugoslovanski in so jih nekako pošiljali, kako da so grešniki tudi oni. Nažalost je to res. Ampak Italija namesto, da bi rekla, mi smo bili 4. stoletja zatirati jezik slovenski v Trstu, hrvaški jezik v Istri in so bili vsi zapori polni teh ljudi, ki so se upirali proti fašizmu, je res. En proces je leta 30 dal 4 smrtnih obsodb in 4 streljani v Vazovici, leta 41 drugi veliki proces, ki so italijanski fašizem že bil v Ljubljani, so naredili veliki proces za zaščito države v Trstu
in je 5 streljanih bil. Ne. To se pravi, vse to je Italija pozabila potem, da je ona okupirala Slovenijo, je pozabila, koliko smrti je tam, pozabila taborišča svoja, ne, ampak zakon o spominjanju ne imenuje niti z eno besedo fašizma. In ko je to prebral gospod predsednik Italijanske republike, ker kar sem jaz izjavil, meni je Corriere della Sera objavil. Jaz sem rekel, tisti zakoni nepošteni, neevropski. Zato, ker bi moral povedati tudi, kaj je bilo prej, zakaj je bilo potem 45 tisto. In predsednik, ne da bi jo omenil, je rekel, ampak mi se zmeri spominjamo, kaj je fašizem naredil Slovencem in Hrvate. Jaz sem napisal knjigo 3x ne, tudi v slovenščini je prevedena, in tam sem rekel, hvala gospod predsednik, da se spominjate. Ampak bi moral povedati, kaj je tisto, kar ste naredili, ne, kaj ste spominjate. Mladini je treba to povedati. In Slovenija in Italija sta se sporazumeli, da se da dajo skupaj zgodovinarje italijanske, zgodovinarje slovenske, ki so imeli 7 let časa, da so naredili pregled, ne, kaj se je dogajalo med Slovenci in Italijani od leta 1880 do leta 1956. Ampak, ko so dali izjavo, kaj se je dogajalo, in tam so povedali o fašizmu, in so povedali o okupaciji Ljubljane, in so povedali tudi o tistih, ki so bili odpeljani nedolžni, ne, zaradi kraških jam in tako naprej. Ampak tista izjava je tam, ki čaka v predalih. Ne. Tega niso dali, kako so naredili Francozi in kako so naredili Nemški, tako da so tudi dijakom povedali, zakaj so nekoč se bojevali in Verdeni in vse te stvari, ne, in zdaj tako veliki prijatelji. Mi smo tudi prijatelji z Italijo, ampak toliko nismo prijatelji, ker tega, kaj počenjo fašizem, ne, ljudstvo italijansko ne ve, sploh tudi danes ne ve, da tukaj mi imamo v Trstu svoje gledališče, svoje šole in tako naprej, je res, in da takrat pred časa fašizma vse to je bilo uničeno in to bilo tako naprej. To se pravi, ne, v tem smislu je še dolžna nekako to svojemu prebivalstvu povedati. Evo, tako imate zdaj združeno eno in drugo. Ne. In hvala lepa, da ste me poslušali.